Ja, res je, študenti so pogosto tako malo, bom rekel, spregledana populacija, pa seveda po drugi strani zelo zahtevna. Zdaj, tudi ko boste kasneje videli, no, se tudi mi nekako lotevamo področja gastronomije, ker tudi tukaj nekako vplivamo ali pa skušamo vplivati predvsem na, ne samo na študente na eni strani, ampak predvsem na ponudbo. Zdaj, za lažje razumevanje celega konteksta, no, je treba mogoče povedati samo to, da študentom nekako država zagotavlja subvencioniran sistem študentske prehrane, ne, predvsem z namenom pač jim omogočati obroke za čas študija, prispevati kakovostnejšemu študiju. Ampak, kot bomo zdaj kasneje videli, seveda študente, podobno kot ostala aktivna populacija, nekako ne podpira te zdrave izbire, ne, oziroma temu ne namenja veliko pozornosti, zaradi različnih razlogov, ki se prepletajo, od ekonomskih razlogov, časovnih stisk, od same dostopnosti, pa nenazadnje samo poznavanja pomena zdrave prehrane. Tako da, nenazadnje veliko njih tudi nima možnosti za pripravo obrokov in so tako, hočeš nočeš bolj pač odvisni od gostinske ponudbe, ki jo imajo na voljo preko študentskih bonov. Zato je ta aktualni akcijski načrt, včeraj smo o njem veliko govorili, oziroma nacionalni program Dober tek Slovenija vključil kar, oziroma predvidel 4 ključne cilje na tem področju, in sicer na eni strani zagotoviti strokovno podporo ponudnikom, predvsem z namenom prilagajanja ponudbe v tem prehranskim priporočilom, potem uveljaviti nekako merila zdravega prehranjevanja v okviru javnih razpisov za subvencioniranje študentske prehrane, ki ga vsake 2 leti objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, ki je nosilec tega ukrepa, potem seveda ozavešča študente o zdravem načinu prehrane in sploh spodbuja tudi neka znanja, veščine za samostojno pripravo obrokov, koliko imajo te možnosti, in pa zagotavljanje ponudbe zdravih izbir tudi v okviru, recimo, okolij, kjer največkrat študenti preživijo, se pravi v okviru izobraževalnih ustanov, študentskih domov in podobno. Zdaj, jaz bi temu mogoče dodal še zagotavljanje možnosti za zdravo prehranjevanje glede na, bom rekel, prilagajanje urnikov, predavanj pa vaj, ki so včasih res neživljenjski in bi lahko bili bolj po meri nekako režima zdrave prehrane. Zdaj, kaj si seveda želi študent? Zdaj, zaradi pomanjkanja časa, že prej omenjenih urnikov, seveda želi prihranek časa, sploh hiter obrok, ker še niso povsem finančno osamosvojeni, se želijo seveda nizko ceno, seveda všečen okus, dovolj velik obrok, da jih gostinci nekako tretirajo enako kot ostale goste, da so lokali v bližini in podobno. Zdaj, seveda, posledično temu se prilagaja ponudba, zato so ti obroki pogosto pač preveliki, prekalorični, nekakovostni, pripravljeni na neustrezne načine. Tako da, kot vidite, kar tretjina študentov vsak teden posega po taki zdravo manj koristni ponudbi, najpogostejša izbira študentov so pice pa različni hamburgerji. Zdaj, v glavnem, zdaj, kot vidite, kar polovica študentov s ponudbo trenutno ni zadovoljna, četrtina celo meni, da se zaradi te prehrane prehranjujejo izrazito nezdravo. Zdaj, ta polovica pa ta četrtina na neki način izkazuje pripravljenost, da bi izbrali bolj zdravo, koristno izbiro, če bi jo seveda imeli na voljo. To vsekakor predstavlja neke vrste potencial, ki bi ga morali seveda zaznati tudi gostinci. Zdaj, seveda, kot sem že rekel, imajo študente pač izrazito neustrezen režim prehranjevanja, prehranjujejo se v glavnem enolično, kalorično bogato hrano, uživajo hitro pripravljeno hrano. Zdaj, velik del seveda posledično se sooča tudi s problemom prekomerne telesne mase, veliko jih ima tudi prisotne dejavnike nezdravega življenjskega sloga, se pravi od povišanega, krvnega holesterola, krvnega sladkorja, trigliceridov in podobno. Zdaj, kot vidite, sami študenti tudi zaznavajo pri taki prehrani pač probleme z povečanjem telesne teže, občutek preobremenjenosti, utrujenost, zaspanost, nezmožnost koncentracije, kar se zagotovo ne prispeva k kakovostnemu študiju in pa nenazadnje k samemu zdravju. Zdaj, po drugi strani se moramo vprašati, kakšne so pa možnosti na strani ponudbe. Zdaj, žal seveda gostinska ponudba večinoma ne sledi tem sodobnim prehranskim priporočilom. Običajno so to zopet, kot sem že prej omenil, kalorični obroki, preveč nekakovostnih maščob, soli, sladkorja, obenem tudi premalo zelenjave. To je sicer ne velja seveda za vse, nekateri se tudi trudijo, moramo priznati,
Zdaj pa seveda to ni pomembno samo za študente, ampak tudi sicer aktivne populacije, v katero ste že včeraj slišali podatek, da se vse pogosteje prehranjuje tudi zunaj doma in smo na nek način seveda zelo odvisni od te gostinske ponudbe. Zdaj, gostinci, ki se odločajo za študentsko ponudbo, po njihovih izjavah je to več ali manj posledica nekega finančnega interesa, tudi razpisni pogoji merila v javnem razpisu za izbiro teh ponudnikov za subvencioniranje študentske prehrane v ospredje postavljajo pač študentom seveda pomembno, ne smemo zanikati dostopno ceno, ampak po drugi strani pa premalo seveda postavljajo v ospredje merila povezana pa zdravje koristne ponudbe. Zdaj, treba je povedati tudi to, da gostinci seveda pogosto tudi nimajo ustreznih pogojev, prostorskih pogojev, nimajo ustreznih opreme, nimajo tudi ustreznih znanj in veščin za vključevanje zdravih jedi. Zdaj, po drugi strani pa seveda tudi izobraževalne ustanove za študente večinoma ne podpirajo zdravih izbire, edina še ta pa še ta najboljša možnost so običajno kakšni avtomati za hrano in pijačo, pa tudi te niso ustrezno opremljeni, kot je to že ugotovila Zveza potrošnikov Slovenije v enem projektu, ki se ga naslavlja predvsem v smislu, da bi vodstva fakultete pozvali, da v svojih razpisih recimo za ponudnike avtomatov upoštevajo smernice za vzorno polnjenje avtomata. Redke so recimo tudi fakultete, ki imajo recimo na hodniku dostopne pitnike za vodo, recimo kakšne košare s sadjem, ali pa da bi v okviru svojih prostorov organizirali neke menze, kjer bi lahko recimo na nek način postavljala merila pa pogoje ponudnikom, kaj naj bi ponujali študentom. Tako da vse to so te problemi, večplastni problemi na tej strani. Zdaj, kot sem prej že rekel, ker je pač študentska populacija pogosto malo spregledana, pa ker smo zaznali prej omenjene probleme, smo se pač odločili, da skupaj z partnerji, pomembni partnerji, to je Turistično gostinsko zbornico Slovenije, seveda ob podpori ostalih deležnikov, prijavimo razvoj programa trajnostne strokovne podpore študentske prehrane, ki smo ga tako poimenovali na kratko Dober tek študent. Za ta program smo menili, da bo seveda s ciljenimi pa dolgoročno naravnanimi ukrepi spodbudil bolj kakovostno ponudbo obrokov, na eni strani potem njihov izbor, in posledično seveda tudi boljše prehranjevalne navade, ki bodo prispevali seveda boljšemu zdravju študentov, pa tudi boljši oziroma večji storilnosti in uspešnosti pri študiju. Zdaj, program se seveda sofinancira, torej do leta 2022 se financira Ministrstvo za zdravje v okviru javnega razpisa. Zdaj, pomembni izdelka programa so oziroma bodo, ker smo pač nekje zdaj na sredini izvajanja tega programa, je predvsem ponuditi praktična usposabljanja gostincem oziroma ponudnikom, potem pripraviti neka praktična prehranska priporočila, take, ki bodo na njim razumljiv način pripravljena, potem vzpostaviti sistem podeljevanja certifikata prehransko ustreznejše izbire, ki smo ga poimenovali prava izbira, potem povečati seveda na drugi strani zanimanje abonentov po tovrstni ponudbi in potem so še drugi ukrepi, kot je pač podpora študentom in inšpektorjem, pa seveda vpeljati nek sistem spremljanja pri ponudnikih. No, to so v glavnem pač koristi za posamezne uporabnike, se pravi tako za ponudnike, kot študente, inšpektorje in nazadnje za državo, ki bo imela tudi nekaj od tega seveda s povečanjem zdravja koristne in prehransko ustreznejše gostinske ponudbe, kar si ne nazadnje želimo preko tega sistema študentske prehrane ponuditi tudi vsem sicer tisti, ki koristijo ponudbo v gostinskih obratih. Zdaj, eden od pomembnih izdelkov tega programa, kot sem že omenil, je ta certifikat, prava izbira, za katerega smo seveda razvili sodobna merila, prenovili tudi sistem podeljevanja. Zakaj prenovili? Zato, ker moramo omeniti, da nismo začeli seveda z nič, ampak smo nadgradili že leta 2008 začeti projekt Zdrava ponudba v gostinstvu, ki se je potem kasneje tudi nekoliko preimenoval. Zdaj, ta novo razvit simbol, ki ga vidite tukaj desno zgoraj, na desni, bo seveda omogočil lažjo izbiro, lažjo prepoznavo zdravo koristne ponudbe. Treba seveda povedati, da bo tega certifikata imel koristi tudi gostinec, ker to pomeni seveda dvig kakovosti njegove ponudbe oziroma neko dodano vrednost v novi ponudbi, večjo prepoznavnost pri uporabniku. Poleg tega smo dosegli tudi to, da certifikat prinaša gostincu tudi dodatne točke v javnem razpisu za izbiro ponudnikov za sistem subvencionirane študentske prehrane. Seveda pa bomo tudi mi pomagali pri tem, nameravamo
ponudnike s tem podeljenim certifikatom aktivno promovirati, po drugi strani pa potrošnike seveda senzibilizirati, zato da bodo na to vrstni znak oziroma to vrstne ponudbe tudi nekako pozorni. Zdaj tukaj vidite ta, bi rekel, želeni premik po preoblikovanju ponudbe, ne gre zdaj za to, da bi želeli neke tradicionalne recepte ali pa jedi izriniti iz ponudbe, nikakor ne, ampak bolj kot ne nekoliko spremeniti količine, vrsto uporabljenih živil, vplivati na način priprave. Ne vem, golaž pač mora ostati golaž, vključno pa lahko seveda, puste vrste mesa, koristne maščobe dodamo, v obroku polnozrnat kruh, oplemenitimo se skupaj z neko skledo solate, s kozarcem vode in tako naprej. Zdaj, ključni namen je tukaj tudi spodbujati vključevanje lokalnih, sezonskih živil, oziroma živil iz shem kakovosti, vključno tudi seveda z ekološkimi živili, seveda v okviru nekih možnosti. Ker moramo paziti seveda tudi na konec na ceno teh obrokov. Zdaj, v okviru programa pa bomo potrošnike pa gostince tudi seznanjali z aktivnostmi, ki jih pelje živilsko-predelovalna industrija, na področju razvoja živil z izboljšane sestave, preoblikovanja hranilne sestave, živil, ki so že na trgu, in potem seveda tudi dvigniti pri obeh ciljnih skupinah tudi ozaveščanje. Podelitev certifikata seveda sestoji iz dveh ključnih momentov. Eno so usposabljanje, ta usposabljanja so sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela, ki smo jo razvili na izkušnjah preteklih projektov. Praktični del seveda poteka, tako da udeleženci sodelujejo v kuhinji, zdaj zaradi razmer smo seveda to mogli speljati nekako na daljavo, kjer seveda bodo dobili potem tudi pomembna znanja, nenazadnje zelo praktične izkušnje, pač iz sestave, priprave, primerne količine teh zdravih obrokov, seveda pri tem sodelujejo profesionalni demonstratorji iz Turistično-gostinske zbornice, pa iz Društva kuharjev Slovenije. Zdaj, drugi del, oziroma tukaj smo še ponudili tudi udeležencem tudi priročnik, zato te smernice smo mogli prilagoditi, seveda predznanju gostincem, tako da smo nekako povzeli noter te prehranske smernice, jih prikazali na praktičen način. Potem smo dodali povzetek teh pogojev, določenih z javnim razpisom, povzeli smo tudi nadgradnjo te ponudbe za certifikat prava izbira. Zdaj, priročnik bo dostopen seveda tudi vsem zainteresiranim gostincem na spletnih straneh naših Turistično-gostinske zbornice, posredovan pa bo tudi vsem trenutnim ponudnikom študentske prehrane preko Študentske organizacije Slovenije, ki ima adreno teh ponudnikov. Zdaj, drug pomemben tak moment je pa seveda izbor ocenitev jedi, ki jih bodo ponudniki pač predlagali. Zdaj, sam sistem podeljevanja certifikata, moraš to povedati, bo opredeljen v poslovniku, ki bo nosil imenovani podbor, neko sestavo, ki komisijo za ocenjevanje. Opredeljen bo tudi neke vrste nadzora, ponudniki seveda bodo prijavili preko vloge. To je pač pripravljen tak obrazec, na katerega bodo seveda pozvani, da podrobno predstavijo svojo ponudbo. In seveda, če bodo mogli ustrezati obem tem pogojem, se pravi prej omenjenem opravljenem usposabljanju, ki se bo zaključil tudi z preizkušnjami znanja, in pa da bodo seveda na koncu imeli v dnevni ponudbi vsaj en obrok, ki bo ustrezal tem kriterijem, kot tle vidite, se pravi glede porcijskih normativov, glede sestave, glede postopkov priprave, glede tega, kakšne sestavine vključujejo oziroma surovine. Še zelo na kratko o informiranju in promociji. Seveda je ključen del tega programa jasno promocija. V jeseni nekako želimo zagnati eno večjo kampanjo. Obveščanje bo seveda potekalo preko socialnih omrežij, drugih kanalov, tudi preko Turistično-gostinske zbornice, pa tudi ostalih podpornikov. Seveda bomo vključili tudi javne medije, verjetno tudi tiskovno konferenco. V pripravi imamo tudi, oziroma že izdelane neke letake, potem imamo tudi pripravljeno serijo plakatov, ki bodo nagovarjali študente, da se pozanimajo o izbiri, da lahko sledijo temu simbolu. Plakati bodo seveda krasili stene pri gostincih, ki bodo imeli tak certifikat v menzah, tudi na fakultetah bomo to opremili, študentskih domovih, infotočke za študentske domove.
Tako da ključno sporočilo za konec nekako je, da je možno tudi na tako specifične skupine, kot so pač študenti, pa po drugi strani ponudniki, specifične, predvsem v nekem smislu zahtevne, vplivati, če seveda ukrepe uvajaš postopno in pa predvsem na dolgi rok, tako da z izboljševanjem ponudbe, predvsem te študentske prehrane pri gostinskih ponudnikih dajemo možnost le študentom, ampak seveda posredno tudi ostalim zainteresiranim gostom, kar pa je nenazadnje, kot sem že prej rekel, zelo pomembno, zlasti če upoštevamo, da se vse več zlasti aktivne populacije prehranjuje zunaj doma in da kot gosti običajno tam nimamo možnosti, oziroma imamo bolj omejene možnosti preverjanja kakovosti teh obrokov. Tukaj vidite še informacije, ki so dostopne na spletni strani in pa za to generiran en spletni e-mail naslov, na katerega se lahko naslavljajo vprašanja in različne pobude. Tako da s tem bi zaključil, hvala lepa.